Gospod naš Bog, pomagaj nam, da bomo Tebe z vsem srcem častili in vsakega človeka ljubili v Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz 5. Mojzesove knjige. Mojzes je govoril ljudstvu in rekel: Preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor sem jaz, ti bo obudil Gospod tvoj Bog. Njega poslušajte. Prav tako, kakor si na dan, ko je bilo občestvo zbrano pod Horebom, prosil Gospoda svojega Boga, ko si rekel: Naj ne poslušam več glasu Gospoda svojega Boga in ne gledam več tega velikega ognja, da ne umrem. Tedaj mi je Gospod rekel: Prav je, kar so rekli. Obudil jim bom preroka izmed njihovih bratov, kakor si ti, in položil bom svoje besede v njegova usta in govoril jim bom vse, kar mu bom zapovedal. Kdor ne bo poslušal mojih besed, ki jih bo govoril v mojem imenu, tega pokličem na odgovor. Toda prerok, ki bi se drznil v mojem imenu govoriti besedo, kateremu nisem ukazal govoriti, ali ki bi govoril v imenu drugih bogov, ta prerok bo moral umreti. To je Božja beseda. Da bi danes poslušali Božje besede. Pridite, vriskajmo Gospodu, vzklikajmo skali našega odrešenja, stopimo mu naproti s hvaležnostjo, vzklikajmo mu z veselimi spevi. Božje besede. Pridite, padimo na kolena in se priklonimo, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je naredil, zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, čreda, ki jo pase svojo roko. Da bi danes poslušali Božje besede. Da bi danes poslušali njegove besede. Ne zakrknite svojih src, kakor na dan preizkušnje v puščavi. Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali, čeprav so videli moja dela. Da bi danes poslušali Božje besede. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, hočem, da bi bili vi brez skrbi. Kdor ni oženjen, skrbi za to, kar je Gospodovo, kako bi ugajal Gospodu. Kdor pa je oženjen, skrbi za to, kar je svetno, kako bi ugajal ženi in je razdvojen. Samska in deviška skrbi za to, kar je Gospodovo, da bi bila sveta po telesu in po duhu. Tista pa, ki je omožena, skrbi za to, kar je svetno, kako bi ugajala možu. To pravim vam v korist, ne zato, da bi vam nastavljal zanko, temveč zato, da bi mogli pošteno in nemoteno služiti Gospodu. Božja beseda. Aleluja. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. V Kafarnaumu
je Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončati? Vem, kdo si, sveti od Boga. Jezus pa mu je zapovedal: Umolkni in pojdi iz njega. Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj, kaj je to, nov nauk z oblastjo. Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni. In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici Galileji. Poslušali smo Kristusov evangelij. Nadaljujemo z branjem iz Markovega evangelija. Letos v letu B beremo iz njega. Evangelist Marko nam danes predstavlja morda dopoldanski delovni dan Jezusa Kristusa. Jezus, prejšnjikrat smo slišali, pokliče prve učence, 4, Simona Petra, Andreja in potem še Zebedejeva sinova, Jakoba in Janeza. In verjetno z njimi pride v Kafarnaum. In je sobota in v soboto so Judje takrat imeli bogoslužje. Shodnico so začeli graditi po babilonski služnosti, so jo začeli graditi na obrobju mest, vasi, največkrat ob vodi, da so se udeleženci lahko obredno umili. Bogoslužje je potekalo tako, da na začetku je bila molitev, potem so brali odlomke iz postave, iz 5 Mojzesovih knjig, nekdo jih je razložil, pa še branje iz prerokov, nekaj podobno, ni čisto enako, ampak nekaj podobnega, kot pri nas bi imeli besedno bogoslužje samo. Tokrat imamo Jezusa, nekdo prebere, lahko si predstavljamo, da predstojnik shodnice mogoče ima molitev, nekdo iz množice, kot danes so sestre, preberejo odlomek. Potem pa kdorkoli se lahko priglasil za razlago, torej tudi kdorkoli izmed vas bi lahko prišel sem tukaj, kdor se čuti nagovorjenega, kdor se je čutil, da bi lahko razložil odlomek, pride naprej. In tokrat je bil Jezus Kristus, se je čutil, da bi razlagal odlomek. Ljudje ga niso poznali, niso vedeli, kdo je, ampak se začnejo čuditi, strmeti nad njegovim naukom, torej kajti uči jih kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. Sem gledal malo razlage, kaj to pomeni kot pismouki. So se na tradicijo nanašali, so bili učeni teologi, študirali Sveto pismo, ampak iz Jezusa se pa čutilo, da Bog govori preko njega, da ni navaden človek, da govori Božje besede. Tako kot mi včasih smo sigurno imeli že izkušnjo, da smo nekoga poslušali, kot da nam boža dušo, bi ga poslušali celo večnost, ne bi želeli, da bi končal. Morda tudi na koncu smo šli do njega, pa bi se radi z njim pogovorili, ker nas je nagovoril, ker se nas je dotaknil, morda imamo kakšne težave v osebnih stvarih, da bi nam pomagal. Danes je nekaj takega, bi lahko rekli, morda, vse jih je veliko, morda župnik Martin Golob, veliko ljudi ga spremlja in sigurno jih nagovarja, ker ga tudi poslušate, gledate in je prav tako. Ja, Bog govori preko njega. Torej, shodnica, če se vrnemo nazaj na odlomek, je polna ljudi. Tako da bi bila zdaj polna cerkev, tukaj nas zbranih, vse je tiho, Jezusa poslušajo in naenkrat se v shodnici zasliši glas,
kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan, si nas prišel pokončati, vem, kdo si, sveti od Boga. Prvo se verjetno slišali kot en človeški glas, ampak vseeno, te morda kar zmrazi, če je tišina, pa naenkrat se zasliši glas. Ampak kaj Jezus naredi? Jezus takoj prepozna hudiča demona, da govori iz človeka, ker ga je že spoznal v puščavi, ko je bil 40 dni, ga je skušal, Jezus ga prepozna. In kaj tukaj stori Jezus? Zapove mu, umolkni in pojdi iz njega. Torej z besedo ukaže in beseda stori. Torej Jezus kar govori tudi naredi, torej njegova beseda je učinkovita kot vsak dvorezen meč. Sveto pismo nas, vsakega izmed nas nagovarja drugače, tudi današnji odlomek, nekaterega ena beseda nagovorila, drugega druga. Nečisti duh zavpije z močnim glasom in gre iz človeka, torej v Boga Jezusa, njegovo besedo. In vsi vzhodnici so se začudili in razpravljali med seboj, kaj je to. Nov z oblastjo, celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni. Torej Jezusova beseda osvobaja nas od zla. Kaj bi nam Jezus danes preko, ali pa evangelist Marko, kaj nam hoče povedati preko tega odlomka? Bi se danes samo ostavil, Jezus prepozna torej sovražnikov glas od Božjega glasu. Torej on ve, kar govori Bog in kar govori skušnjavec. In tako smo tudi mi povabljeni, da razpoznavamo v svojih življenjih glasove. O razločevanju duhov bi par besed spregovoril. Nanašal se bom pa na Ignacija Lojolskega, tam, ko je napisal knjižico Duhovni vaj 16. stoletja, je lepo zapisal nekaj pravil, pa bi jih nekaj prebral. Torej, človek ima v sebi veliko glasov, ogromno glasov, pa vedno nismo prepričani, a je to Božji glas, a je to sovražnikov glas, kdo nam govori v našem srcu. Včasih je zelo jasno, pa nimamo dovolj v sebi moči, da bi ga premagali ali pa da bi z našo voljo šli naprej. Torej, Ignacij Lojolski je bil zelo pogumen vojak v mladosti, nikogar se ni bal, se bojeval. In v eni taki bitki, ko je šel do konca, so se vsi hoteli predati sovražniku, Ignacij se ni hotel, je bil pa ranjen v nogo in seveda se ni moral več bojevati. Ignacija so potem sovražniki so ga odpeljali na njegov dom in tam je nekaj mesecev okreval. In ker je bil v postelji, mu je bilo dolg čas, tako kot časi danes nam, ko smo bolj noter. In ker me bo dolg čas je začel brati življenjepise svetnikov, pa življenje Jezusa Kristusa. Prej je bral bolj viteške romane in to ga je začelo navduševati. Tako kot mi, beremo eno knjigo in nas počasi začne navduševati. Morda na začetku ne, ampak če prebiramo, vztrajamo, nas pa začne navduševati. Ali pa kot molitev. Na začetku je težko, ko pa začnemo moliti, pa en čas trajamo, pa je lažje. In ko je prebral knjige, kasneje je ostal v tistih mislih, kar je prebral in ga je navdalo z enim mirom, enim veseljem, eno tolažbo. Obenem pa je imel tudi misli iz prejšnjega življenja in tiste misli, ko jih je študiral, je bil vesel, ampak kasneje, ko pa je nehal, so pa ga puščale praznega. In tako je prišel do razlikovanja teh duhov, torej en duh, ki ga kasneje pušča praznega, nepotešenega. In potem napiše knjižico Duhovnih vaj. In kako začne? Pravi tako pravila, da bi nekoliko začutili in spoznali vzgibe, ki se prebujajo v duši, dobre, da jih sprejmemo, slabe, da jih zavrnemo. In za prvo pravilo, vse ne bom vseh bral, ker jih je veliko, jih je 15, jaz bom samo da 1, 2. Piše za prvo pravilo, pri ljudeh, ki padajo iz smrtnega greha v smrtni greh, ima sovražnik navado predočevati jim navidezne naslade, tako da jim v domišljiji zbuja čutne užitke in naslade, da bi jih bolj zadržal in potrdil v njihovih zablodah in grehih. Dobri duh pa ravna s takimi ljudmi nasprotno, znemirja jih in jim grize ves glasom razuma. Torej, tukaj gre človek iz slabega v slabše, torej izbira slabo, torej že greši,
ampak še bolj greši. In v tem primeru, ja, sovražnikov duh mu pravi, a se nič ni hudega, kar pojdi naprej, da dobri duh, sveti duh pa nas znemirja, kajti ni dobro, kar delamo, torej Bog nam govori, da tega naj ne delamo. Drugo pravilo je pa tako, ko gre človek iz slabega v boljše, torej ko se odloča za dobro, lahko rečemo, ne vem, zdaj bo postni čas, 40 dni, se bomo odločali za nekatere stvari, da bi se radi morda uredili svojo notranjost, kako odvisnost. In ja, tu pa nam sovražnikov duh pravi, ja, kako boš mogel živeti 40 dni, ne vem, brez ene stvari, se ne boš zdržal, recimo to nam sovražnik govori. Dobri duh pa nas spodbuja, da bo šlo, da bo v redu, nam daje veselje, ko se odločamo, ko tako živimo, nas pomirja. Torej, ko človek se odloči za dobro, sovražnik grize, Božji duh pa nam govori, da je kar naprej. No, še par besed o duhovni tolažbi pa potrtosti. To so vse pravila, no, v tej knjižici, ne vem, morda kdo pozna duhovne vaje, so primerna tudi, zelo primerna za današnji čas, čeprav napisana v 16. stoletju. Torej, o duhovni tolažbi govori v 3 vidikih. Tolažba pride, ko se zbudi v nas eno veselje, pa včasih sploh nobenega vzroka za to ni. Preberemo Sveto pismo in nam da eno veselje, eno upanje, en pogum, eno moč. Zaradi Gospoda, ker ko molimo, se prosimo Gospoda in zaradi tega vzgib, pa ni zaradi našega, ker molimo, ampak ker nam pač pride ta tolažba. Torej, končno imenujemo tolažbo vsako povečanje upanja, vere in ljubezni in vsako notranje veselje, ki vabi in privlači k nebeškim stvarem. Duhovna potrtost je pa glih obratno, je pa tisto mračnost duše, potrtost, negativne misli, ti so ta slabše. In v tem času seveda ni dobro sprejemati odločitev novih, je dobro vztrajati v prejšnjem sklepu.